Lepo pozdravljeni v Odmevu tedna. Tokrat komentirava dogodke z doktorjem Andrejem Perkom. Lepo pozdravljeni, doktor Perko. Pozdravljeni. Zdaj končuje se naša olimpijada. Dosegli smo in prinesli domov naši olimpijci seveda 4 medalje. Zdaj, tisto vprašanje, ki se tu pojavlja, vse čestitke, mislim, mi smo ponosni, jaz sem kar taka mečkan čustvena, ampak dobro. Zdaj, vprašanje pa je, kako je mogoče, da se mi poenotimo res očitno samo okoli športa? Ja, tukaj doživljamo uspehe, ne? In uspeh je tisti, ki nam daje neko samozavest, se pravi, doživljamo kot svoj uspeh. Uspeh naših športnikov doživljaš kot oseben uspeh v nekem smislu in se poistovetimo, identificiramo s tem in to je pravzaprav ena svetla točka, ne, v nekem smislu, ali pa kolesarjenje, Pogačar in tako naprej, pa Roglič in tako. Tukaj se potem lahko začutimo kot narod, kot nacija v nekem smislu, to smo mi, da uspešni smo. In tukaj vsak človek rabi, za dvig samopodobe, samozavesti, rabiš uspeh. Ne? In če že ni oseba, je pa vsaj takšen izven tebe, ki se lahko identificiraš in doživljaš pravzaprav se kot uspešnega, tudi sam sebe, ne sam kot narod, ampak tudi kot človeka. Ampak zanimivo je, da recimo nobene druge stvari praktično ni, ne. To me zanima, vi ste psiholog. Kaj je tukaj tudi na tej nezavedni ravni? Zakaj nas samostojna Slovenija ne more združiti? Naša zastava, ne? Zakaj nekdo še vleče neko rdečo zvezdo Tita in tako? Zakaj nas združujejo samo športniki? Ker drugi narodi imajo ravno tako športnike, ne? Ampak ne delajo, ta razlika ni tako očitna, njih poenoti tudi njihova država. Ja, gledajte, naša zgodovina je takšna, kot je, da se je možina v slovenskem razkolu natančno, so tukaj razloge najdemo, zakaj smo tako razcepljeni Slovenci. Jaz temu pravim, da ta naša tragika slovenstva je v tem, da smo, da to ne samo psihologija, da na to odgovarja nekaj nezavedno, ali pa zgodovina naša, ki nas pač tudi v nekem smislu definira, ampak da je bolj to, jaz pravim, tudi na to duhovno sfero, rano duhovno slovenstva, vse ti poboji, gre za etiko, moralo v nekem smislu, gre za višji nivo, duhovne sfere in ta rana duhovna, če se ne bo zacelila, se ne more zaceliti tudi na nižjih nivojih, se pravi in intelektualnem, psihološkem, če hočete, kot narod, da se zedinimo in vedno, se pravi, poleg tega imamo še politiko, ki kuri eno in drugo, in imamo potem ta razkol in Bog pomaga, Ljudje pa tudi je res, delujemo, veste, po tem ideološkem principu malo, argumenti niso več važni, ampak pravzaprav moje prepričanje, zdaj, če človek ne razmišlja svojo glavo, ali desni, ali levi, ali črni, beli, vseeno, postane del tega, del in argumenti ne prepričajo, sami vidite, tudi na drugih življenjskih področjih, lahko nekomu dopoveduješ z argumenti zelo jasnimi, če je on prepričan v svoje videnje, pa ga ne premakneš niti za milimeter. Ne nesmiselno. In Slovenci imamo to težavo, to dvojnost, da na eni strani se vidite Dražgoše, rdeča zvezda, prepovedani simboli, se pravi nacizma, fašizma, ne pa komunizma, ki je pravzaprav bil še v nekem smislu ravno tako krut in hud in patološki, tako kot ostale dva režima, totalitarizma. Ampak tukaj smo pravzaprav nočemo videti. Zakaj? Ker določenem sferi pravzaprav to imponira. Se pravi, imajo koristi od tega. Tukaj gre za interese. V zadju pravzaprav potem za denar, v končni fazi, za oblast, če hočete. In to je, dajte človeku malo oblasti, pa boste videli, kdo je, kakšen je, kaj je v zadju. To se natančno vidi tudi v naši momentalnih politični kulturi, ko spoznaš človeka šele takrat, ko pride na oblast, vidiš, kako funkcionira. To je ta težna pomoči po Adlerju, ki je silno močna v človeku, ki je v nekem smislu lahko rekel že kar prirojena. In človek je samo človek, in svetle točke in temne točke. Vse to smo mi. Temi v krščanskem smislu bi rekli, smo grešni. Nosimo ta izvirni greh s sabo, narekovajo. In to je del narave človeka. Ni vse samo dobro, ni vse samo krasno.
smo eno in drugo, smo nebesa in peku v nekem smislu. In to se kaže tudi v Slovenci, je pa problem seveda naših Slovencev, ker smo nas samih, ker nas je malo, ne. Ni kritične mase, kot večkrat rečem. In te kritične mase se te stvari lahko predelajo. Veste, nekako pride potem tisto, kar je bolj pozitivno in združujoče v končni fazi ven, prevlada nad to patologijo. Da se pa tako malo, da do tega ne more priti. To je katastrofa. In ljudje pa pač razmišljajo, kot razmišljajo. Temu sem večkrat govoril. Ortega y Gasseja, da govori o tem upor množic v knjigi, kako masa funkcionira, kakšen je njihov način razmišljanja in kako elita. Elita je vedno seveda ozek sloj ljudi, ki ima neke sposobnosti, da lahko vodi tudi družbo, tudi deželo, državo, če hočete. Tle pa tega ni, ne pride do izraza, da bi ta elita bila dovolj močna, da njihovi argumenti lahko se pravi, nadvladajo ali kakorkoli presežejo pač razmišljanje mase, množice, ki pač ne razmišlja, ampak živi, kot je doktor Rugel doskrat rekel, da samo za štiri ne vprašanja, ampak cilje? Za 4 točke cilji so v njihovem življenju. In sicer dobra pupica, je rekel, dobra papica, seks in pa ne bom rekel četrtega, mehko iztrebljanje. To so te maslove, potrebe po maslovu. Potrebe, in to je pač ta princip ugodja, ki je silno značilen za današnjo družbo z celotnega zahodnega sveta, ne samo za nas. Ali smo mi kot narod zreli za neko masovno psihoterapijo? Zdaj seveda, jaz ne vem, ali je možno ali ne, ampak... Ni možno, po mojem, veste, ni možno, ker to gre za vprašanje odgovornosti v nekem smislu, veste, ne. In odgovornost je vedno individualna. Ne more biti odgovornost kolektivna. In tudi psihoterapija ne more biti kolektivna. Ker človek lahko samo pri sebi lahko spreminja neke stališča, odločitve, išče neke rešitve in tako naprej, neke spremembe. Se pravi, so samo lahko možno človeku. Vse vidite, so doma, mož, žena in tako naprej. Tudi pri ženi, razen s prisilo ali pa žena, možu, z oprnostjo ali kakorkoli že, lahko doseže svoje cilje. Naprimer, ampak to je nasilje v nekem smislu. Sprememba prihaja samo pri meni lahko. Jaz lahko sebe spremenjam. Niti svoje žene ne moram spremeniti, če ona ne želi, noče, ne vidi tega s tem naprej. Se pravi, da je to osebna odgovornost. In te odgovornosti ni. Že Frankl je vedno govoril, da ko govori o smislu, težnji po smislu, ko je bistvo človeka, da ni te maslove potreben, ker je smisel tisti, ki je, niti ni ugodje po Freudu ali pa težna pomoči po Adlerju, te glavne šole, ki so, da še vedno zelo prisotne v današnjem času, čeprav so že malo presežene. Ampak je smisel tisti, da tukaj seveda pridemo do odgovornosti. In je rekel, na vzhodni obali Amerike imamo kip svobode, na zahodnega bi mogli postaviti kip odgovornosti. Tega ni. In to se kaže na vseh segmentih družbe. In tudi seveda posamezniku, ki se potem tudi kaže naprej v družbo. In če posameznik ni sposoben sprejeti te odgovornosti, se pravi, da je lahko postane pravzaprav zrela osebnost, da odgovarja za svoje dejanja, da ne išče razlogov izven sebe. Potem je možno neke spremembe napraviti. Da še pa ni možno spremembe ne v psihoterapiji, ne v narodu in tako naprej, ker je pravzaprav ni možno do teh sprememb priti, ker vedno, veste, takšen človek ali pa, vse vidite, cele mase iščejo razloge za svojih težav izven sebe. Drugi so krivi mojih težav. Ampak problem je v tem, če je to obrambni mehanizem. Če mene žena nakuri, narobe nekaj delaš, bom rekel, moja reakcija bo kontra, da se pravi, ni res. Ampak to je obrambni mehanizem. V sebi globoko, ko premisliš, pa vidiš, res narobe delam in se lahko odloči za neko spremembo. Če pa človek nima te kapacitete, da dejansko ne vidi, da je to njegov problem, ampak da je kriva žena samo ali pa ljudje okrog njega, potem je pa to silno vprašljivo in to pravzaprav je motna, temu rečemo. No, tu v ospredju je seveda ta fenomenalna slovenska družina Prevc, ki ima 5 otrok, pobirajo medalje, mislim, da samo najmlajša hčerka pač ne bo skakala, bo pa imela ritmično gimnastiko ali plesala, to, ko sem brala. Ampak zdaj vprašanje je, pri vsem tem, tudi pri zmagah, pri motivaciji, pri odgovornosti, ta družina živi z vero. In kakšna je vloga vere v tem? Vera je ogromno pomeni.
V starejši sem bolj razumem te stvari. To govorimo o tej duhovni komponenti, ki jo ljudje iščemo, verjetno vsak na svoj način, ker je zelo intimna stvar. In smo religiozno-duhovna bitja, ljudje, o tem je že Trstenjak govoril, to ni nekaj, kar pač, že Trstenjak se mi zdi rekel enkrat, da ateisti sploh ne verjame, da obstajajo. Že samo zanikanje presežnega ali Boga, ali kakorkoli temu rečemo, kaže na to, da se človek s tem ukvarja. Tako da, seveda je silno pomembna. Ta duhovna komponenta je del človeka, ki jo pravzaprav iščemo ne v tradiciji, ker je tudi problem današnjega zahodnega sveta in tudi Slovencev, in jo zanikamo, oziroma postmoderne družbe. Ampak problem je tukaj seveda v tem, da ta duhovnost potem se išče na drugih področjih, ne pa pri nas, ker smo pač tradicionalno in Evropa kot takšna, krščanska, in izhajamo iz te kulture krščanstva, in to je del nas, in se to zanikamo. In to je katastrofa v nekem smislu, ker iščemo to duhovno, pa iščemo potem surogati različnih kultur, ki pravzaprav ne pašejo v naš prostor v nekem smislu. Ampak dobro, vsak ima svojo pot in išče neko smer. Zlasti v tem New Age-ovskem obdobju, ker pravzaprav je to že malo iracionalno vse skupaj lahko, in je to v nekem smislu beg od sebe, da človek ne napravi tistega, kar bi moral v življenju, zopet na odgovornosti. In se potem potaplja v neke duhovne sfere, ki pravzaprav niti ne paše v ta prostor, niti... Lahko, malo sem kritičen do tega, ampak vera je silno pomembna v tem kontekstu duhovne komponente človeka, da se človek sploh sestavi. Ker smo in biološka, in intelektualna, se pravi psihološka bitja, socialna, če hočete, in pa seveda duhovno bitje. Ampak naša zgodovina komunizma je takšna, da je to vedno preganjala. Se pravi, cerkev, duhovnost pravzaprav treba izločiti. Človek je samo materialno bitje. Ta materializem, dialektični, če hočete že, marksizma, zopet v današnjem času zopet oživlja. In to je ta tragika, pravzaprav, pa potem ponuja razne surogate, ki pač ne spadajo sem. Dobro, začela se... Zmedo napravijo, kot pa ta zmeda se je seveda kazala tudi v gibanju Svoboda, bi lahko rekli, v tem kompasu, kam gremo, kaj počnemo, kakšna je naša ideja. Zdaj gibanje Svoboda je imela zdaj že konvencijo, začela se je predvolilna tekma, praktično čez en mesec bodo volitve. Zdaj tule vidimo spet v ospredju gospa Urška Klakočar Zupančič, tudi ona bo kandidirala zdaj, mislim, da v Ljubljani. Prinesla je veliko novega v državni zbor in tudi, skratka, v nastope. Zdaj zanima me, ali ima gospa s to novostjo, ki jo je prinesla, kakršnokoli možnost za vsem tem obnašanjem, mahanjem, kazanjem hrbta, častni četi, rdečimi čevlji. Ali bodo ljudje zdaj to zagrabili, da tako rečem, bodo rekli, to je to? Določen procent ljudi je to zelo všeč v končni fazi. Na tem nivoju funkcionira, to smo že prej govorili, na nivoju mase, ki ne razmišlja z razumom svojim, z nekimi realnimi, ampak pač Bog pomaga. Ne bo le vprašanje, ali bo ona izvoljena, kakšno okrožje, okolje je dobila, oziroma kjer je izvoljiva sploh tle, kjer so jo pač ji dali to... Mislim, da je v Murglah. Ne vem, kje, koliko je možnosti, tukaj sem nekaj zasledil, da je pravzaprav malo možnosti tam, da uspe, morda tudi zato so jo tja dali, da se jo znebijo, v nekem smislu, ker verjetno dela na eni strani je zelo šokantna, za celoten narod, določeno število ljudi to pravzaprav jo podpirajo in se jim to krasno zdi, ampak če pa človek realno pogleda, je pa to pravzaprav neka degradacija in parlamenta in ljudi tam noter in vsega skupaj. Demokracije, če hočete, in to vehementno počenja. To pravzaprav neka zrela osebnost tega ne počne. Tako da tukaj se malski... Jaz upam osebno, da jo ne bomo več gledali v parlamentu, čeprav je to malo grdo rečeno, da vsak ima pravico in tudi da kandidira, če želi in tako naprej. Vendar njeno obnašanje je tako ekscesno, da pravzaprav ne pritiče pravzaprav
te inštitucije, v kateri pač ona dela in se pravi, vodi pravzaprav, parlament na ta način, ki je pod vsako kritiko. In verjetno je moteča tudi svobodi, kljub vsemu. In zakaj vztrajajo, da jo tam držijo še vedno na tem mestu, pa res, ker lahko očitno, ker so tako močni, da so pravzaprav izgubili stik z realnostjo. Kaj se še spodobi pravzaprav in kaj se pa ne spodobi več. In je ta opitost z oblastjo tako močna, da pravzaprav izgubljajo stik z realnostjo. No, seveda se Robert Golob, kot zdaj še predsednik vlade, tudi hvali, kaj vse so naredili. Poglejmo, kaj pravi, našteva. Krepili smo javno zdravstvo, javno šolstvo, zvišali smo plače in poskrbeli za odpiranje novih, dobro plačanih delovnih mest. Zvišali smo pokojnine in poskrbeli za znižanje položnic v domovih za starejše. Mislim, kje? Lejte, domovi za starejše pobirajo denar, ki ga sploh ne potrebujejo. 150 milijonov preveč. Za 1% obdavčali vse upokojence. S kakšno pravico? Ne? Zvišali plače. Ja, mislim... Lahko, ampak to je nek sporeden svet, v katerem očitno živijo. Tudi naš premijer. Vse to, kar govori, ni realno, v nekem smislu, ker če se ozrete okrog, pa če živite med ljudmi, med zdravniki in tako naprej, ker je ogromno zdravnikov tudi pri meni in tako naprej, in pripovedujejo, kaj se dogaja. Dejansko bodo napravili to, da se bo zgodilo to, proti čemer se borijo. Da bo pravzaprav vse se privatiziralo, ker ljudje, zdravniki se že zdaj odhajajo in niso več pripravljeni te norosti sodelovati. In nas preprečujejo, da krasno živimo. Bežite v trgovino, skupite eno vrečko, živil, ki jih vnesete in se začudite, da je pravzaprav skoraj še enkrat dražji, kot pa tam čez mejo na občinah ali pa v Gorici. In dejansko mnogo Slovencev hodi zdaj po hrano, osnovna sredstva, da preživetja v nekem smislu čez mejo, če so blizu. Se jim splača, ker je draginja tako potihem prihaja, da pravzaprav tako kuhanje žabe, na topli vodi počasi niti ne zavedamo. Ker ni tako šokantno, je pa, ampak na koncu rezultat pa je šokanten. In živijo v nekem prepričanju vzporednem, da človek se včasih vpraša, ali je to že res malo psihiatrična zadeva. Ker zguba realnosti pravzaprav je res stvar medicine, potem že. In zdravniki, ki jih jaz poznam, da so zgroženi, ker se dogaja, dobro, se so sovražnik številka 1, zdaj naši deželi, pa kam gremo? Sami vemo, zdaj vsi govorijo, tudi mediji ne morejo, te uradni, glavni mediji ne morejo potišati tega, da Hrvati boljše živijo kot mi. Ja. Lahko ti zvišaš plačo, ampak če so stroški še večji kot ta zvišanje, kaj si s tem? Vse je šlo boljše. Cene gor in smo na istem. Komu to govori, ali sam sebi, ali tem ljudem, ki pač ne razmišljajo svojo glavo, očitno. Določen procent ljudi pač živi z dneva v dan. Da po teh principih, ki sem prej rekel, in če živiš samo po tem principu z dneva v dan, ugodja v nekem smislu, vse se imamo v redu. In pa tudi res je, še Slovenci še nismo v takšni hudi krizi, da bi bilo res hudo, da bi bilo, še vedno živimo dobro v nekem smislu, kljub vsemu. Vendar vse kazalci pa kažejo, da ni v redu in vprašanje, kaj bo, čez nekaj let, če bo šlo to naprej. Res Venezuela lahko postanemo, če bo ta levica s svojimi idejami in te socialne države se, hvala Bogu, vendar mora biti pogoji za to. Ampak, gledajte, No in ta ožji krog, spet če rečemo besedo o predsednici Državnega zbora Urški Klakočar Zupančič, velikokrat v tem mandatu se je pač zastavilo vprašanje marsikomu, ali mogoče ta ožji krog politike ve nekaj o nekomu, pa ga lahko s tem izsiljuje. Vedno lahko je to. Vedno tako, da ker je nemogoče, da neke osebe kar vztrajajo, pa... Ja, seveda, lahko. Marsikaj se lahko ve, in morajo potem seveda to z ozadja, kot rečemo, ki diktira vso to tempo naše politike in življenja v naši državi, imajo seveda verjetno močne argumente, da nekoga držijo, da dela tisto, kar mora delati, ne tisto, kar bi bilo prav, da dela. Tako da jaz verjamem, da tega ogromno. Slušajte,
tudi psihiatrija je bila vedno v vlogi v službi, se pravi, režima. In marsikaj se je vedelo o ljudeh, ki je bilo spravljeno. In tudi se poznamo, kako so tudi mnoge duhovnike potem izsilevali na način, jim potaknili ženske, ono, tretje, četrto, in potem so jih imeli in silevali. Ali pa alkoholizem, pa zasvojenost in tako naprej. Ne. Tega je ogromno. In seveda so to spravljene zadeve, sem prepričan. Seveda to je, sesto tudi, katera knjiga že piše o tem, dvojna življenja, se mi zdi, da je mišlo. Od te Kleinove, Američanke? Ne, to je že še prej, že stara literatura. Mišoven avtor, ker natančno piše ta dvojnost. Ne. Tudi, naprimer, veliki pisatelji in tako naprej, ki so imeli svoje žene, ki so jih uvajali in tako naprej. To je znano, tega je ogromno. Ali mislite, da bi morali poslanci predvsem pristati na test za droge? Ja, mislim, če nimajo težav s tem, jaz mislim, da ni problema. Človek, ki je čist, ki ima čisto vest, potem lete, če bi bilo to potrebno, zakaj pa ne? V nekem smislu, če je nek sum, da se drogirajo in tako naprej, zakaj pa ne? Mi imamo pravico to vedeti. Ja, tak predlog je bil, ne, pa ni bil sprejet. Seveda ni bil sprejet, pa logično, da ne bo sprejet. Ker določen procent, veste, se drogira in v parlamentu, in v širši družbi, in v vsaki družbi, približno 10% ljudi se v nekem smislu drogira. Ali je to alkohol kot sprejemljiva droga v narekovaju, tobak, že trava, naprimer, se pravi, marihuana je nekak, je že sprejemljiva, da ne govorimo o drugih, ki so pa niso legalne, droge. Seveda tega, 10% ljudi se bo omamljalo, ne glede na to, kaj, kako in kje. Ampak gledajte, ta zakon o legalizaciji tako imenovane trave, marihuane, pa ni bil sprejet, pa je bil tik pred zdajci. To je zanimivo. Mogoče še bo, dobro, ne kličmo vraga. Kaj še bo, veste, se je bilo tudi zdaj zavrnjeno. Mesec je še dolg. Eutanazija je bila zavrnjena, po vprašanje, koliko časa bo zdržalo, glede na vse trende zahodnega sveta, kako to gre. Vprašanje, koliko bo v naslednjem referendumu narekovaju, če bo in tako naprej. Lejte, gre za neko civilizacijski problem, jaz tukaj rečem. Tukaj je en problem, ki ga opisuje Hannah Arendt tudi. Pa tudi širša postmoderni čas je človeka napravil za Boga, kot rečemo, ker vsaka je resnica, kolikor hočete, vsaka moja resnica je najbolj sveta, resnica sploh ne obstaja več kot takšna, nekje nad vsem tem. In govori njeni knjiga med preteklostjo in prihodnostjo. Šeste se o političnem mišljenju, se mi zdi, da je podnaslov. Tukaj govori tudi o svobodi, o avtoriteti, naprimer. In govori, kako je ta avtoriteta zginila z današnjega zahodnega sveta, je ni več, nikjer, in govori pravzaprav, da je ta avtoriteta nujna. Je nujno potrebna, zaradi pravzaprav naravno nujna. Prvič v družini zaradi nemoči otrok, ki jih je treba spraviti, da odrastejo, da sprejmejo to odgovornost, da postanejo zreli ljudje. In druge strani pa politična nujnost. Avtoriteta, da sploh civilizacija preživi. Civilizacija, ne samo družba, kot inštitucije, ki morajo svojo vlogo imeti v državi in tako naprej, ampak celotna civilizacija je odvisna od te avtoritete, ki pač usmerja in posameznika in celotno družbo tudi v neko korektno in smiselno življenje. Tega ni več. In danes je civilizacija na udaru, pravzaprav, da v današnjih se so propadale civilizacije čez zgodovino od egipčanske, rimske, ne vem kakšne in tako naprej. In tudi naša zahodna je na udaru, pravzaprav ravno zaradi tega, ker pravzaprav ni več, kot smo prej govorili, nobene odgovornosti, nobenih tradicije ni več, da se šok na nekaj lahko upre in tako naprej. In to je velika zgubljenost celotne družbe. In potem so takšni ekscesi, kot so, naprimer, zahodni družbi, ki popolnoma sprejemljivega, da biološkega spola sploh ni. Se pravi, samo konstrukt družben in tako naprej. Da imaš spolov ne vem koliko, in tako. Vse te nove teorije, ki prihajajo, ki so nove in najboljše in edino zveličavne, pravzaprav so na trhlih temeljih in uničujejo našo civilizacijo. Tega se sploh ne zavedamo. Ali pa. In tukaj je problem, ki bo moral priti do zasuka, da bo zopet neke življenje kot
ta vrednota življenja, ki pravzaprav drži civilizacije pri življenju, če lahko tako rečem, zopet bi šla na površje, ne pa kultura smrti. In eutanazija, vse to, kar se zdaj dogaja, tudi za tem spremembem spola in tako naprej, je kultura smrti. Pa ne nazadnje tudi obnašanje v državnem zboru, zbijanje te avtoritete, priznanje drugi strani, da mogoče lahko usta odpre v parlamentu. Seveda, vse se začne v družini, v nekem smislu. Vzgaja se v družina. Pomembne osebe v otrokovem življenju, ki postaja potem odrasel človek, so oče in mati. Ki morata biti biološko različna. Zdaj seveda to je heretično, kar govorim, ampak vsa razvojna psihologija govori o tem in tudi klinični psihologi so pokleknili pred temi novimi teorijami oziroma so se prilagodili temu, da so politično korektni. Je pa traparija, ker gre za problem identitete kasneje, če ne odrašča v vertikalni avtoriteti, kateri tudi Hannah Arendt govori, če te vertikalne avtoritete niso, človek sploh ne more razviti normalno osebo. Normalno narekovaju. Ne more identificirati, proces identifikacije je moten. In potem seveda, ker je tudi spolna identifikacija v puberteti v spredje vstopi, je to ena velika zmeda. In potem seveda takšen mladostnik je že od vrtca naprej indoktriniran, da je vseeno kakšen spol je, oziroma to sploh ni biološka danost, in se boš ti odločil, kaj si, ali si moška, ženska ali nekaj tretjega. Te zmedenosti potem resnično ne ve, kdo sploh je. Tudi seksualno, spolno. In seveda se potem te preskoki, premiki, ker nima identitete, se ni sploh oblikoval. In to je najbolj občutljivo obdobje. In tukaj imamo težavo. In družina je na udaru, že lep čas. Seveda s tem zakonom, sicer, ki je propadel o posvajanju ali kaj, ne vem, pred leti, ki je bilo, istospolnih, na referendumu je padlo, se mi zdi. In tako naprej. Vse to je del te nove kulture, v narekovaju, nove postmoderne realnosti, ki pravzaprav uničuje našo civilizacijo. No in seveda tudi demokrati Anžeta Logarja so zdaj pripravili listo kandidatov, to so predstavili, ampak če se pogovarjava psihološko, tu se zastavi neko psihološko vprašanje. Namreč Anže Logar prihaja iz močne desne stranke, to je SDS. Vprašanje je, v kolikšni meri gre tu za ta motiv, da mogoče sin preraste očeta. V nekem trenutku čuti potrebo, da sin preraste očeta. Ja, to je nujno potrebno, da sin odraste v zrelo osebo, mora očeta se prav stopiti na njegove rame. In oče mora biti toliko pameten, ko sin začne mu streljati v čelo, ker mora postati samostojen. Če je oče pameten in tudi mati, v narekovaju, ampak tudi govorimo o očetu, kot primerjavo, skloni glavo, se pravi, jo potisne med rame, da grejo te streli nad glavo, da ga ne zadane v čelo. In dopusti temu sinu, da gre svojo pot, da odraste. In pametni očetje to napravijo. Mislite tudi v politiki? Tudi v politiki je ta princip, če bi rekli, bilo tudi smiselno in pametno. Tukaj ne vem, kakšno je te vzadje vsega tega in tako naprej. Sej ne vemo, sej praktično ne vemo nič. Psihološko pa nedvomno, in če je šel in išče svoje mesto, kar je prav, tudi v tem političnem smislu, in če je korekten, se pravi, je ta razhod neboleč, brez zamer. Ni nekih občutkov dolžnosti in tudi ne občutkov krivde ob tem, in pa zamere, naprimer očeta, da zdaj pa sin odhaja in vse je dobo, vse smo ti dali ti pa takole, in ga loviš na občutku krivde. Vse si dobo, zdaj pa odhajaš, nehvaležnaš. Je to sporočilo. In seveda potem takšni ljudje potem ponavadi, ne v političnem smislu, ampak v okolju, ko odraščajo, ne morejo se iz tega občutka krivde znebiti. Vedno in zaigra ta občutek dolžnosti do staršev, krivde in tako naprej. Čeprav so besni v nekem smislu in vejo, da morajo iti preč od njih, ampak ta krivda, ta občutek, ki so ga ponotranjali od majhnega naprej, in niso bili poslani v svet kot zrela bitja, jih spremlja lahko celo življenje. In to se potem v psihoterapiji pozna. In prihajajo ljudje, ki imajo neraščiščen odnos s svojim očetom in mamo. In dokler je ta odnos neraščiščen, ne morejo svobodno zaživeti. Ne morejo samostojno zaživeti. Dihajo vedno še z pljuči svojih staršev, ker je pa katastrofa. In tega je ogromno. V mojih izkušnjah je tako približno 80% ljudi
ima neraščiščen odnos s primarno familijo, z očetom in mamo. Mnogi to vedo in si ne morejo pomagati, ker na razumski ravni ni dovolj, da človek to predela, da razume stvari. Ampak jih to spremlja naprej v življenju, dokler se, to je proces, potem, ko se razreši. Mnogi seveda to vedo, razumejo, ne, to ni dovolj, mnogi pa tega niti ne zavedajo se. In potem te nevrotične motnje, takšne in drugačne motnje izhajajo tudi iz tega področja. No, zdaj tu, kar gledamo, seveda vprašanje je, ali gre tu res za nekaj čustvena preigravanja, ali gre za racionalna, to je vprašanje. In seveda imamo mogoče 3 močne politike, recimo eden je gotovo Janez Janša, pa Robert Golob bi tudi pravi, da bo, ne, oziroma je predsednik vlade, tudi Anže Logar se vidi kot predsednik nove vlade. Ne. Zdaj tu je to vprašanje, koliko je v Sloveniji te realne moči, pa koliko je nekega narcisizma, da so to neki narcisi. Kako je s temi narcisi v politiki? No, Janša nedvomno je prva kategorija politika, ne, se je že toliko let v politiki in preigral že bokaj kaj in tako naprej. Vse to, da je toliko let zdrži ob vseh teh borba proti njemu in tako naprej, dober je. Ne. Golob je pravzaprav neznan še v nekem smislu, ampak glede na to, kako se obnaša, ne, pa smo zdaj njegovo osebnost, pojma nimam, ker to mogoče človek malo drugače se posvetiti temu in stestirati te stvari. Ampak njegovo obnašanje pa kaže na neke neracionalnost, se prav smo prej govorili o nekem sporednem svetu, če to resno misli, kar govori, potem ni v realnem svetu, ne stoji v realnem svetu. Koliko je to potem možno, da se v nekega korektnega, zrelega politika razvije, drugo vprašanje. Ampak Slovenci še enkrat, bom rekel, malo nas je, to je problem. In ljudje, ki bi lahko vodili ta naš narod, ki so zreli, ki so to sposobni, so pravzaprav se umaknili z tega področja politike, ker se vidite, tisti ljudje, ki bili zmožni, glede na osebnostno strukturo, voditi narod kot elita, kot so prej govorila, da se noče več s tem ukvarjati. Ker jih samo pobruhajo, jih diskvalificirajo, ker to je pač tudi način, kako se boriti proti tem vrednotam in tradiciji. Čas je bila to družbeno-ekonomska revolucija, zdaj govorimo o kulturno-moralni revoluciji, ki uporablja druga sredstva, ne več pobojev, umorov, likvidacije, ampak diskvalifikacijo, zasmehovanje in tako naprej. In vse te ljudje, ki bili zreli, ki so bili tudi v politiki, so se umaknili, ker zakaj pa bi človek šel v ovčje žrelo, ovčje, ali pa in da te potem takole oblatijo, uničijo in tako naprej. Ampak to velikokrat slišimo, da ljudje ne marajo Janeza Janše. Ne? In se človek vpraša, ali imajo ljudje v Sloveniji na nek večinoma mogoče nerazčiščen odnos s svojim očetom in jih taka močna osebnost moti. Psihološko bi lahko temu rekli, tako je. Psihoanalitično, da je to v zadju, nerazčiščen odnos, ampak to je tudi manipulacija. Najdete nekoga, ko smo že prej govorili, nezadovoljstvo, se temu govori psihologija totalitarizma, da zmet govori o temu, kaj so, to so že enkrat, se mi zdi, govorila o temu, kaj je tisto, kar pripelje, kakšni pogoji morajo biti za to, da se zgodi nek totalitarni sistem, da lahko zaživi. In kako nekoga diskvalificirati, oziroma najdete grešnega kozla v družbi. In to je Janša za levi pol. In so napravili in zastrupili pravzaprav njega kot osebo, ampak so bili tudi pogoji za to zelo primerni. Ja. Zakaj gre? Celotno družbeno, če gledate, gre za to, da je, danes govorimo o epidemiji osamljenosti. Individualizem je pripeljal do tega, da pravzaprav je človek in vsa te, ker imamo vse te možnosti interneta in vseh teh, ne vem, kakšnih Facebookov in tako naprej, je pripeljal do tega, da je človek pravzaprav še bolj osamljen, kot pa kdarkoli v življenju bil. Epidemijo. V Angliji govorijo o epidemiji osamljenosti. In če človek v takšnem vzdušju živi, pravzaprav iztrgan iz socialnega okolja, sam od sebe, nekem, Frankl bi rekel, nekem vakumu, bivanskem praznini, da živi, potem seveda je globoko v sebi ne vidi smisla življenja. Globoko v sebi tudi nezadovoljen. Ne? In pravzaprav se ga poloti tesnoba. Danes govorimo o epidemiji tesnobe, anksioznosti in tako naprej, ne več o nevrozah. Ne? Ampak
ta tesnoba nima nobenega oprijemljivega, nima se nekaj upreti, nima izvora. Tesnoba kot takšna, razpršena. In ta globoka nezadovoljstvo, in to povzroča človeku nek jezo, nek refleks pravzaprav nezadovoljstva, ki prehaja v jezo na okolje, družbo, o katerem smo prej govorili, da vse drugo je krivo njegovih težav kot pa sam. In zdaj je treba samo najti pravzaprav temu človeku ali pa masi ljudi izvor njegove nezadovoljstva. Primer Janša, naprimer, ali pa neka opcija, ki je kontra temu, silno prav, in ga narediš za grešnega kozla. Namesto, da bi sebe razčistili. Ja, vsa sentiment, jeza in tako naprej usmeril tega človeka oziroma v neko opcijo ali kakorkoli. In to je pravzaprav nastavki totalitarizma. In seveda on je bil zelo primeren za te stvari, ker je pač kontra vsemu temu, ker pač v zadju vlada. Ker je oče, očeta ne maramo. Tako, in denar v zadju vlada in tako naprej je to prišel v nekem smislu. Pa so slovenske družine mečkan deprimirane, tu je nek absent father, oče, ki ga ni, ne? Mogoče je to zdaj ta razlog. To je celotno, moški sploh nismo več potrebni v današnji družbi, feministični. Govorimo o histeričnem feminizmu, feminizem je ogromno dobrega napravil in tudi še vedno z ženskam, ampak šlo je pa v neko destrukcijo vsega skupaj, da pravzaprav moški kot takšni nismo več potrebni v tem ljubem svetu. Temu je Vesna Godina tudi pisala, govorila in še vedno govori. In smo v nekem smislu kriminalizirani, zlasti z gibanjem MeToo in temi posilstvi, ne vem, kaj vse se dogaja, tudi zdaj Epstein in tako naprej, kot vidite. In moški se, kaj ga pa še ženske rabijo, če se lahko oplodijo same. Če lahko brez njih živijo še bolj krasno in tako naprej. Smo enaki, nismo enaki, biološko nismo enaki, logično, ker je tudi možgani se že v fetu začnejo pri fantku in pri punčki drugače razvijati. To je logično in je tudi cel sistem, se pravi, drugačen pri ženski, hormonski sistem drugače fura kot fante, ki se razvijajo moške, in tako naprej. In to je neka norost, ki se zdaj dogaja in seveda, kaj pač moš z moškimi delati? In moški je bil drugačen od ženske in zdaj pa, ker ta feminizem hoče ta enakost, že v vrtcih mora biti fantki enaki punčkam, enako se obnašati kot punčke, biti mirni in imamo v šolah tudi ADHD-ovstva, se pravi ADHD sindroma, ki je v glavnem so fantje, seveda, logično, pa zakaj so fantje, se že sama biologija pove, zakaj, zato ker ne more 5 ur na mer sedeti, ker je testosteronsko bitje. In ne more biti feminizirano šolstvo. Učiteljice tega ne razumejo, prostite, da tako rečem, mnoge ja, da bom krivičen, ampak generalno pa ne. In imajo ogromno težav, ker se te fantje upirajo in tako naprej in potem seveda dobi sindrom ADHD in je pod Ritalinom in ne vem kaj in tako naprej. Katastrofa. In vedno več je teh težav, vedno več je v šolstvu tudi težav. V vrtcih, ko sem rekel, mora biti spola, že tukaj je nedoktrinirano. Se pravi, se spomnim, nekaj vzgojiteljica mi je govorila pa tudi v šoli, da so morali, da je učiteljica jim predlagala, oziroma da otroci pridejo enako oblečeni, enkrat v punčke, enkrat v fante. Katastrofa, kakšna indoktrinacija. In tukaj smo potem, res kaj je pa še moški potrebno, sam še neka motna, nekaj smislu. Seveda je pa tudi res, da ne zagovarjam zdaj moškosti kot takšne, na tem mačističen način. Ampak vloga moškega je drugačna od ženske in če to kompatibilno skupaj pride, lahko funkcionira. Da se pa izloča moške že družbeno, tudi te, naprimer, zdaj, ko govorimo o kvotah, Ja. Ne more biti spol merilo pravzaprav zasedbe nekega položaja. Sposobnost je tista, ki je potrebna. No, ampak poglejte, zdaj v predvolilni kampanji je pa Janša dejal, da brez trdne večine, ne bo. To se pravi 46 ali pa do 60, ne? No, 46 ni trdna večina, bi človek rekel. 46 plus ne bo sestavil vlade. Kako zdaj to lahko razumemo? Kot izsiljevanje? Kakšno je to pogojevanje? Ja, ne poznam ozadja, kako in zakaj. Je to očetovski... To ni kar tako, Ja, je to zdaj oče, bi to rekel oče. On že ve, kaj govori, verjetno. Že ve, kaj govori. Seveda ne da se, tudi seveda brez avtoritete, brez avtoritete, ki mu neko vodstvo priznaš,
to avtoriteto pa človek lahko doseže ne z besedami, ampak z dejanji, z življenjem, z uspehi, in tako naprej. Ne. Seveda se ne da nekega razvoja, ne v družini, in če prenesemo širšo na družbo, ravno tako. In morajo biti te voditelji, ki morajo imeti prvič moč, ki jo ne sme uzurpirati, logično. Hvala Bogu, zato so volitve, ne, da v neki normalni družbi se potem to zamenja, pri nas je pa to malo težje. In tukaj, zakaj to zdaj sporoča, da verjetno v zadju nek namen, kaj pa vem, kaj imajo v zadju. Ampak nisem posvečen v politiko. Se postavi vprašanje, ne, recimo tako sporočilo, ali mi potem res volimo čustveno, ne pa racionalno, ne? Se ustrašimo, potem ne bo vlade, a veste, kakšen nagovor je to? Nagovarja čustva ali, ker mi se o programih ne pogovarjamo. Mi sploh racionalno ne tehtamo, kdo je kdo. Ne, se tudi programi, jaz vseeno ga ne poznam programov teh strank. In seveda je to čustveno. V večini primerov je čustveno. Seveda mora biti kriza dovolj huda, da potem človek preklopi na razum. In tukaj so moški možgani različni od ženskih. Malo sem našalen, ampak okej. V kriznih situacijah mora človek z razumom se odločati, ne s čustvi. In tisto potem lahko prinese nek spremembo. Čim se pa s čustvi odločamo, seveda razumno lahko govori popolnoma nekaj drugega, ampak čustva so močnejša. Kot na primer mama. Mama se bo vedno odločala pri svojem otroku s čustvi. Bi se pa v nekih momentih oziroma v nekih krizah morala odločati z razumom. In takrat je dobro, da je oče zraven, ki ga pa ni, kot pravimo. Ker pa moški princip pa je lažje, da se lažje z razumom odločamo, in to je v kriznih situacijah nujno potrebno, če hočemo krizo razrešiti. Čustva bodo samo vzdrževala situacijo ali pa še poslabšala. In tukaj seveda, zakaj ne pride do preboja? Če bi lahko z razumom ljudje večinoma to odločali, potem verjamem, da Golobova vlada ne bi nikoli več prišla na oblast. Oziroma on svojim to, kar je se zgodilo. Dobro. Čustva, seveda so čustva tista. Kaj pa mislite, da je prineslo današnjo svobodo v parlament? Samo čustva. Na to so zaigrala. Pa COVID jim je prišel prav in tako naprej. Krizna situacija mi je prav prišla. In takrat ljudje, nažalost, niso razmišljali z razumom, ampak prizadetostjo. Kaj vse jim je bilo odvzeto? To je pa ta princip ugodja, po katerem masa funkcionira. In kriv je oče. Kriv je pa seveda nekdo tam. In so ga pač najdeli. Tako fiktivno oče, seveda. To se pogovarjava v psihologiji. No, zdaj, ta teden pa je zagledal luč sveta tudi film, zelo zanimiv film, Naša kri, naše rane, naš narod, pravzaprav v predvolilni kampanji, ki bo prav tako zaigral in igra na čustva. Namreč film govori o tem, kako sta dva zdravnika, to je Valentin Meršol pa Janez, veliko ranjencev s posebnim vlakom skušala prepeljati na avstrijsko Koroško. To je bilo, vidite, Exodus 45, to je bilo maja 45, vojna se je praktično že končala, revolucionarji so zasegali Slovenijo in ona dva odideta. Torej, to, kar je mene zelo fasciniralo pri tem filmu, zaigrajo na čustva. Prvič, mi o teh dveh zdravnikih, ta gospod dr. Meršol je potem razvil zdravstvo tudi tam na Koroškem in potem kasneje v tujini in tudi Janez na Tajvanu mendane. To, kar je najbolj zanimivo, je, da mi o teh dveh ljudeh ne vemo nič. Jaz sem zdaj prvič, pa se ne smatram, mislim, da ne bi res nič vedela, mislim, bi se morala prav zanimati. To je ena stvar, zakaj mi o tej polovici zgodovine ne vemo nič, kdaj bomo to izvedeli in seveda, kako lahko naša kri, naše rane vplivajo na ta čustva volitev, ker to je konec koncev protikomunistični film. Glejte, sej vedenja je zdaj že veliko. Sam to je pa film, veste. Tukaj je pa, to pa zelo čustveno. Lejte, ljudje, ki so prepričani, ideološko zaslepljeni, eni ali drugi, so vseeno tako in tako ne bodo spreminjali svojega stališča do teh stvari, pa lahko vrtite še ne vem kakšne filme, z ne vem kakšnimi dokazi in tako naprej. Tisti neopredeljeni in tako naprej, jih je pa tako malo, da pravzaprav verjamem, da niti zdaj ne morejo spremeniti toka pravzaprav te naše bodoče
prihodnosti, ki nas čaka, glede volitev in tako naprej. Seveda deluje na čustva in vse vemo vse to. Ne? Film je lažje zaradi tega, ker ljudje pač, če literatura je intelektualen napor, je treba prebrati, naprimer, nekaj stvari in treba videti in se veste, prepričan ga, da moraš prepričati lahko stavžen dokazov, kot sem rekel. Koliko bo film vplival, ne vem, ne? Ali bo res lahko to pripeljalo do neke spremembe. Fino pa je, da, hvala Bogu, ampak to me čudi, ne, da ravno tem predvolilnem boju, in to bo skaj RTV predvajala. Ne, to je v kinematografih. Kinematografično. Ja. Sem mislil, da bo na RTV slučajno. Ne, bog ne de. Kino, veste, lete, to ni to. V kino malo ljudi hodi, ne, v nekem smislu. Ker zdaj je vse na računalniku. To je res, ja. Če bo samo v kinu, da ne bo širše, da lahko človek pogleda doma, na naslonjalu, ker ni na televiziji, pač po drugih na računalnikih, naprej po svojem, potem pač verjetno ne bo doseglo tistega in to se tudi zavedajo levi v narekovalju, če tako rečem, da to bo ne bo nekakšen velik vpliv. Ker lejte, sej je vse upisano, vse vemo, sej se ve, kaj je. Pa to nima nobenega vpliva na razmišljanje in na spremembo pravzaprav razmišljanja in videnja ljudi, ki pač smo tukaj v Sloveniji. Torej, mi bi morali pravzaprav prav načrtno pisati zgodovino ne samo na novo, ampak osvetliti neke druge stvari, neke ljudi, neke zdravnike, neke... Sej Možina je napisal ogromno knjigo, pa tudi drugi. Pa imamo seveda zgodovinarje, ki pač so NOB, in tako naprej. Se pravi, se je zgodovina leta 45 začela v nekem smislu. Ampak v šolah bi to morali. Šola je prostor ideologije. In dokler je ta moč v zadju, ki jo imajo, bivši revolucionarji, ki se pravi, te neomarksizem, ki živi zdaj naprej, v zadju je denar, ideologija, se pravi, v šolah vzgajajo in se določe. Pa lejte, se je te stvari, ki so v končni fazi človek rekel, ja, vse so se res zgodile, vse so takšne tudi, vendar, kaj je zamolčano, tisto je bistvo. Kaj ni povedano. In tukaj se selekcionira, kakšne informacije gredo lahko v šolstvo, v šoli tudi se jih otroci učijo, kakšne pa ne. In ne vem, če kaj je razlike, mi smo pač že generacije, ki smo že stari, pa mi v šolah smo imeli, seveda, se spomnim v 4. letniku leta 70, gimnazije smo eno leto samo NOB obravnavali. Vse hajke, vse... 4. letnik, vse... Samo NOB. Samo NOB, to res. Ampak kljub temu smo vedeli, nekje večino, da je to pa zapravo, da je to igra. Že takrat kot mladostniki smo vedeli, da pa se treba naučiti in tako naprej, verjetno ni verjel čistemu vsemu skupaj. Morda razen. Saj jaz, ker smo pač družina takšno, ker smo tudi drugo plat poznali, da je zelo dobro. Tako da šolstvo seveda je prvo. Ja. Šolstvo. In mediji, ker lejte, zdaj tale teden je seveda odzvanjala ta cenzura na RTV Slovenija, prepovedana tarča. In takole je zdaj Peter Jančič napisal, vrh RTV ujet na debeli laži. Ekipa Tarče potrdila, oddaja ni odpadla zaradi bolezni, ampak zaradi pisnih groženj vodstva. Golobova Svoboda ne prenese resnice o Ugljanu in lažnih profilih. Lejte, to je sestanek, seveda eno leto prej je šla Natalija Gorščak k Robertu Golobu, torej te nikogaršni hlapci so prišli k gospodarju, pogojno rečeno, prositi za denar in zdaj so zaliti z denarjem in zgodila se je ta cenzura. In seveda, prej ste rekli, bo to na televiziji, kje pa, ker poglejte, kaj sta povedali direktorica Ksenija Horvat pa Polona Fijavž, odgovorna urednica, kako je s to zadevo. Tukaj smo zato, da ustvarjamo takšne televizijske vsebine, ki bodo v službi javnosti, v skladu z najvišjimi medijskimi standardi. Od vseh programskih ustvarjalcev pričakujem enako. Dosledno spoštovanje programskih standardov in poklicnega kodeksa. Nič več in nič manj. Ne bom dopuščala izjem, ne zanimajo me svete krave. Želim program v službi javnosti. S tem sporočilom se odzivam seveda na medijske objave, ki se napajajo tudi iz hišnih virov in jih ne morem označiti drugače kot insinuacije in laži. No in še Polona Fijavž, odgovorna urednica.
Zdaj pa ob manipulacijah, ki se od sinoči pojavljajo tudi strani Tarče, moram povedati, da zaupanja v to ekipo Tarče, ki so ga imeli vsa ta leta, nimam več. No, lejte. Ja, no, to je Mislim, pač v imenu vzporedna javnosti realnost, ne smeš poročati o kadrovskih, menda da je bilo kadrovska, ne vem, preigravanja Goloba, Ja, menda. partnerke oziroma No, se to se soproge. ni prvič zgodilo. Ne, da, naprimer, Ja, tudi to je res. intervjuji so bili že, naprimer, Možina, ki je Ja, Soares Cankar, ja, ki bi... ni govora in tako naprej. Ja. Se spomnim, sam sem bil enkrat intervju z Možinom in so bili potem, takšen človek sploh ne bi smel priti na televizijo in tako naprej, komentarji. Ja, ampak okej, glejte, to je pravzaprav tisto, ravno obratno je res, ne, kar govorijo. Ne, saj to je ta dvojnost, a veste, ta pravzaprav Platonova jama, bi človek rekel, neke esence, ki vidijo samo to. In to nam sporočajo neko, pravzaprav, lih obratno, človek mora ravno obratno Razumeti. si razložiti, da bo vedel, kaj je v zadju, resnica. In to je pravzaprav od Goloba, njegove svobode do RTV-ja, ki je pač No, ampak, uzurpiran. ker ste psiholog, ne, je imela Ksenija Horvat en podzavestni zdrs. Ja, Svete krave. Ja. Ja, o čem govori zdaj? jaz tudi ne vem. Ja, mislim, če rečeš, če se ti zavzemaš za resnico, Ja. ne moreš vplesti v ta tekst, je prišel iz nezavednega Ja, verjetno, svete ne. krave. Ja, To so takšni lapsusi, ne. Ja, no, seveda, ta lapsus jo je kar saj izdal. ne. Saj tudi Goloba, ko je tisti, ki imajo starele starše, nažalost, ki imajo Ja, starele starše. nažalost, ja. Wow, ne, da se človek zamisli, kam to gre. To je tudi nehoten lapsus, to je dejansko on to razmišlja. No in tudi odgovorna urednica. No, Ona tako, zdaj sprenevedanje. več let je zaupala Tarči, pa ona je v Berlinu poročala o gejevskih paradah. To je vse, kar se lahko spomnimo od gospe Fijavš. In zdaj ni več zaupanja, kakšnega, ne? Vsa leta, katera leta se je sploh tu ni bilo. Vse to RTV vprašanje, koliko ljudi sploh še gleda, ne vem, imate verjetno malo podatke in tako naprej. Ne? To je res, ja. Katastrofa. Ne? Pa kdo pa to, kdo z normalno pametjo pa to še prenaša. Ampak tako to je. Nek sporeden svet, iracionalen svet in Ja. Bog pomaga. No? No in poglejmo zdaj, kaj so povedali. 2 leti so protestirali, ne? V osnovi za Goloba, nikogaršnji hlapci, ampak poglejmo, kaj je povedala Helena Milinković. Ne bomo pristali ne na šikaniranja, ne na poniževanja in ne na deprofesionalizacijo poklica. Tisti, ki to zagovarjajo, naj odidejo takoj. Javnost jim ne zaupa, zaposlenim ne zaupajo. Gospodar, odpokliči svoje pse. Hvala vsem. No, krasen zdrs, tudi ta. Ja. Gospodar, odpokliči svoje pse. Kater gospodar bo zdaj odpoklical Ja, pse? veste kdo, ne? To je bilo takrat. Katere pse? Je katastrofa. res. Ne? Ja, glejte, to je pač dno ta- od dna. Ja. Dno ampak od dna je bilo tukaj in je smo. še vedno. Ampak zdaj Tukaj se je smo. to obrnilo proti njim. Zdaj ta Upam. tekst pravzaprav naslavlja pravega gospodarja. Zdaj, mene bolj skrbi tudi nekaj, ne? Zdaj je uzurpirano vse to skupaj, ampak okej. Če pride res do zamenjave, da če bo z enakimi vatli počistil RTV, če bojo imeli moč, očitno jo bojo lahko imeli, naprimer, Ja. če bo res desnica zmagala, oziroma Janša s svojim in tako naprej. Kaj se bo zgodilo? Ne? Jaz mislim, da bo ulica drug dan. Da bo Ljubljana gorela. Tako kot je že za COVID-a, kolesarji in tako naprej. In bo to en hud pritisk. Seveda. In potem se ta minorna masa, ki se bo tam zbrala, ljudi, Ljubljančanov, da pravzaprav uzurpira celo Slovenijo. Tako kot so pri RTV. Tako, ker te, Ja, tako. celo In Slovenijo. pravzaprav manjšina odloča o celotnem narodu, da ve se pa, kdo je ta manjšina. In kako, tako kot Marcel, ki je rekel, Ja. ve se, kdo smo. Ve se in koliko več jih je, Ja. da ne bomo ponovila Tako, te besede. tako, ne. Vemo, kateri so Smo, tisti. ja, vemo, ne, in nas je, Ja. ne vem, kako je že rekel, malo grdo, ne, Ja, ja. več. Ne. In te, in v bistvu pa to manjšina. Kot naprimer partija, ne, ki je revolucijo, ne, to je bilo. Ja. Sej ni bilo nobenih delavcev v Sloveniji pred Tako je to vojno. bilo, ne. Ena fabrika In v so Trbovljah. uzurpirali vse. Ne. In so vse uzurpirali. Tako to je. Ja. Teror potem in tako naprej. V bistvu je to v nekem smislu malo, že tonemo v totalitarizem. Ne.
In seveda RTV je prva trobilo pravzaprav tega totalitarizma, ki se dogaja. Kaj bi se V moralo... imenu demokracije, tako kot je Ja. Demokratična republika Severna Koreja in tako naprej. Ja, ne. ja. In tako naprej. To nekje, ne. Ja, no, na začetku je bila, ko sva bila midva rojena, še Federativna ljudska republika Jugoslavija, ljudska po Kitajcih, ne. Je bila še, demokracije še ni bilo, ne, ampak to prihaja iz te ljudske republike najbrž, ne. Ampak zdaj vprašanje, kaj bi se moralo zgoditi, da bi se narod na nek način zbudil ali da bi ozavestili to, da bi imeli ta pogum. Ker očitno to manjka pogum. Ja, konformizem je tisti, ki je značilen za množice. Rajši bo, pa tudi malo slovenska narava človeka, ki se je oblikovala čez stoletja. Čeprav zdaj pravijo nekateri zgodovinari, da smo Slovenci šele v 19. stoletju ali kdaj ali 18. šele prišli na dan, ker je tudi v kontekstu tega spet ta politična zgodovina. Internacionalizma, katastrofa. Ne. Kaj napraviti? Lete, ljudje so in masa je konformistična. In tukaj seveda ne razmišlja svojo glavo, kot smo že prej govorili. In vprašanje je ravno zaradi tega, ker pri nas težko pride do presuka zaradi te naše majhnosti, kot sem rekel, ni kritične mase, da bi lahko prevladala nad to konformistično maso, ki pač je v naši deželi. To je tragika in jaz tukaj ne vidim nekega res radikalnega zasuka, da bo lahko narod kot takšen doumel realnost vsega skupaj in se odločil res z razumom v takšnih zadevah, ki so kritične. In tukaj jaz nisem optimist, kar se tega tiče. Verjetno, da bo enkrat morali priti, ker dejansko se bomo uničili sami sebe, ne samo da demografsko, da bomo kot takšen, da bomo zginili, ampak tudi politično v nekem smislu. Je to zelo nevarno za tak majhen narod, kot smo mi, glede na to, kar se zdaj v družbi dogaja, oziroma na svetu dogaja, ne v naši družbi. Novi centri moči, Amerika, Kitajska, Rusija in tako naprej, ki pravzaprav verjetno ribare okalnem in si delijo svet po svojih interesnih sferah. In tu delajo v Evropi neko vojno in neki ljudje umirajo za nekoga daleč stran. Ja, dobro, to je seveda, ampak katastrofa. In tukaj je, realnost je, zdaj oziroma se nekaj spreminja v tem svetu. In če mi ne bomo dovolj trdni, veste, včasih je tale, obdržali smo se s kulturo. Se pravi, z duhovščino, ki je to kulturo v cerkvah in tako naprej. Zakaj se v Argentini Slovenci tako močni, tako zavedni in tako naprej? Ja, v zadju je cerkev, v zadju je duhovščina, ki pravzaprav te procese, seveda, ne bom rekel samo to, ampak veliko moč je tukaj. In tudi včas Slovenci, pravzaprav kot katoliško narod, smo pravzaprav to kulturo preko duhovščine in cerkve pravzaprav vzdrževali. In tega ni več. In tukaj smo si odrezali, ne samo Slovenci, tudi cela Evropa, ker smo se odpovedali svojim koreninam. Krščanstvu smo se odpovedali kot osnovi, s katere izhajamo. Iz antike v krščanstvo in potem naprej. In zdaj smo se tem odpovedali in dejansko nimamo korenin. In smo ranljivi, zlasti, ker smo mehni. In veliki narodi, veste, so nas ogrožali. Imamo vprašanje, ali bomo zdaj preživeli, če bo šlo tako. No, zdaj ta teden smo izvedeli, da Gibanje Svoboda pravzaprav uvaja, ampak to na tak bolj tajen način, naborništvo. To se pravi obvezno služenje vojaškega roka, ponovno. Ali nas bo to rešilo? Rešilo ne, ampak da pa neko, jaz to pozdravljam. Potrebuje mladina. Potrebuje mladina prvič že zaradi same vzgoje. Se spomnim, enkrat so se pritoževali, da morajo, ko so te prostovoljci, ki so šli v vojsko, da morajo sklece delati in tako naprej. In so jokali, kakšen napor in kakšen nasilje je to nad njimi. Ja, Kristus Santos. Da res kaj zaropota, ja, kdo bo pa branil. Se spomnim, ko je bila vojna v Sloveniji, tisti 10-dnevna. Jaz sem takrat, ko sem 3 mehne otroke sem bil pripravljen ugostiti, če bilo treba. Ta zavest pravzaprav, narodna zavest, pravzaprav, da braniš svoj narod, tudi, čeprav imaš družino in tako naprej, bi šel se boriti, narekovaju, za to. In to je dovolj močno. Je močno. Koliko je zdaj to sploh še prisotno, drugo vprašanje. In naborništvo je dobro, da mi s tem ne bomo se obranili z našo vojsko. In hvala Bogu, da je tu NATO in tako naprej, da imamo neko zaslombo, in tudi proti temu smo, ne bi bili, ta leva scena.
Ampak po drugi strani pa daje kljub temu neko zavest narodu, to, da smo sposobni, smo samostojni, da se lahko obranimo, čeprav je realnost lahko popolnoma drugačna. Ne? In poleg tega pa še pozitivna stvar, da res te mladci, ne, se naučijo pravzaprav tudi malo potrpeti. No, pa so tudi dekleta sicer zraven. Sicer jaz sem tle malo skeptičen, kaj dekleta zraven delajo, ne, ker tukaj dovolj zmede potem pride, veste, in pridejo neke drugi momenti, in ker to vertikalno autoriteto potem to zmoti, ne, da pride nekaj drugega na površje, ne, po Freudu, in potem je enih težav lahko, ne, in tudi so. Ne. Tukaj jeste... moramo tudi psihološko, ne? Zdaj bojo ženske jezne name in tako naprej, ampak moški smo naučeni oziroma smo se razvijali tako, da upoštevamo vertikalno autoriteto in smo se sposobni podrediti ukazu, ki ga nadrejeni poda. In ubogamo, čeprav se ne strinjamo, napravimo stvari. Pri ženskah je to zelo težko. Drugače funkcionira ta zavest, veste, nekonvencionalna zavest, se pravi postkonvencionalna zavest. In moški napravimo te stvari in nas lahko voditi v vojski, v vojni, pa ne more biti drugega, kot da nekdo vodi, odgovarja za to in drugi temu sledijo, ker to je izredne razmere. Tukaj se jaz žensk ne znam predstavljati. Prvič zaradi spola, ker so šibkejše, ne zdržijo takšnih naporov, kot jih lahko moški, ne? Čeprav je zdaj že vprašanje, kaj je. In pa glede strukture psihične, samega poveljevanja in uboganja in nekega discipline, reda v takšni instituciji, kot je vojska. In danes mladi fantje potrebujejo ta red in disciplino. Ja, lejte, če ni doma reda in disciplina, tudi vojska ga ne bo zrihtala. Spravim tako, ga ne bo uredila vojska in ne bo zdaj on, zato bo vojsko stopil, bo pa dozoril. Zoriš od dojenčka naprej ob pravičnem očetu in dovolj dobri materi in potem seveda lahko sprejmeš v letih, ki so za to nujna odgovornost na svoje rame, se pravi, začne se pri 4. letu in naprej, do 6. leta se glavni nastavki te odgovornosti, da jim tega moralnega čuta oblikujejo in kasneje potem v življenju, kot človek raste in neko samostojno osebo. In če ni teh osnov, iz nič ne moreš nekaj napraviti. No, ampak zdaj, glede na to, da sem brala, da malce v tajnosti tole sprejema, tudi Gibanje Svoboda, ne, imajo obrambnega ministra, je zanimivo, da najbrž oni menijo, da bi jim ta zgodba, to obvezno naborništvo škodovalo v predvolilni kampanji. Kako bodo Slovenci v predvolilni kampanji, pa tudi sicer v bistvu sprejeli to naborništvo? Jaz mislim, da večina bi dobro sprejela, kljub temu. Sam večina misli, da je v Ljubljani. Ne? In če se stvar ne zgodi v Ljubljani, se sploh ni zgodila. Ne? To je ta tragika pravzaprav mehne Slovenije, da pravzaprav vse koncentrirano tukaj. In vemo samo to, kaj se tukaj dogaja. Kaj razmišlja človek tam le neki gorski kmetiji ali pa ne vem, kje v ravnicah Prekmurja in tako naprej. Ne? To sploh ni bistveno, ni važno. So nepomembni. Tukaj je tisto, kar mislijo in tudi razmišljajo, da seveda, velika množica je tukaj, to je tudi res, ampak jaz mislim, da bi bilo to dobro sprejeto v Ljubljani verjetno ne, ker je ta liberalna razmišljanje in ta pomehkuženost, da lahko drugače po kmečko povem, takšna kot je, ampak na podeželju še kljub temu, pa je razmišljanje ljudi še vedno mečkem bolj tradicionalno, da lahko tako rečem, da ne bom pregrob. Ja, no in seveda je še ena vsebina, ki pa mogoče vendarle vpliva na ljudi, ali pa ne mogoče, prav gotovo, to pa je denar. Ne? In zdaj, če človek samo pogleda, kaj je ta vlada, ki je zdaj počela z našimi denarnicami, je lahko zgrožen. Ne? Ja. Povečali davke, res da minimalno plačo, ampak ta minimalna plača je dvignila vse cene, tako da praktično je to prišlo na nič. A ne? Da ne govorimo o upokojencih, ki so največja volilna skupina, preko 650 000 upokojencev, ki so jim pobrali 1% penzije, ne vemo zakaj, ne, kar tako pobirajo preveč. Zdaj so zvišali pokojnine samo za 4%, čeprav je direktor ZPIZ govoril, da bo to okoli 5%. Ne. Zdaj slišim neke ideje, mogoče predvolilne, pa dajmo vseeno še eno povišanje na 5%. Skratka, v kolikšni meri bo ta denar
in to preigravanje s tem denarjem, povišan prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki je bilo prej prostovoljno, pa ukinjanje zavarovalnice, koliko bo to vplivalo na ljudi? Ne vem. Jaz moram odkrito povedati, da ne vem, glede na izkušnje, ki jih imamo, da vseh teh lapsuzih, kar se dogaja, kljub temu še vedno takšen procent ljudi voli to politiko. Se pravi, čist iracionalno. Ne? In očitno še prej dobro živimo, kot sem prej rekel. Očitno še ni dovolj hudo, da bi res narod se dvignil. Da bi res potem to kaznoval, to politiko na volitvah. In izbral neko drugo, ki obljublja, nekaj drugega upam, da bi nekaj drugega tudi prišlo. To, kar se zdaj dogaja, pa popolnoma racionalno. Že to, da je premier obljubil povišanje davkov v predvolilni kampanji pred 4 leti, povede neki Slovenci neki hudo narobe. In so ga volili. In je zmagal s tako večino in tako naprej. Ker ta sentiment anti-Janša je bil tako, že če smo revni, tudi če ne vem kaj, samo kruh jemo, sam da nav Janša. Do tega smo že prišli. Seveda se pa pozna, vse smo prej govorili, bežite v trgovino, je tako jasno. Čeprav nam govorijo, da smo krasni, da cel svet nam zavida in tako naprej, dejansko ten standard pada. Vendar očitno še ni dovolj hudo. Kriza, veste, mora biti dovolj težka, da je človek pripravljen na neko spremembo. Če kriza ni dovolj velika, potem je tudi svojega področja govorim, psihoterapije. Če kriza ni dovolj velika, potem človek ni zrel za spremembo. Ni zrel preprosto in ga je treba pustiti, da se še mečken matra. Da kriza se poglobi. In dostikrat je treba to krizo stopnjevati pri človeku, individualno gledamo, da bo prej prišel do tega, da bo moral nekaj spremeniti. Ne pa, da mu jo lajšaš, z raznimi, se to, kar se zdaj dogaja, te predvolilni bomboni, kot temu rečemo, to je lajšanje pravzaprav te osebne krize posameznika, sej neki smo pa dobili, krasno, Če pa globalno pogledaš, je pa to samo prelaganje in pa težave se pač ustajajo, nič se ne spremeni in seveda padec še pride. In to so takšne. In ljudje pač se pravi, še enkrat, ni dovolj hudo. Ampak so pa napovedali en grozen davek, bi lahko rekli, to se pravi Gibanje Svoboda, pa tudi SD. Socialni demokrati, to je davek na nepremičnine. Ali bo to ljudi zbudilo? Dvomim. Mislite, da bodo to speljali? Ampak napovedali so, tako kot je prej Golob napovedal, da bo davke dvignil, pa so ga volili. Te vladi ne moreš nič verjeti, da jaz verjamem, da bo nek sentiment pri teh ljudeh, bomo zdaj te alas kordiš, jih bomo z bajoneti zgnali v morje in tako naprej in vsem bomo pobrali, kako so živijo na žuljih delovstva, se delovstva ni več in tako naprej. Traparija, vse ki pa je delovska razreče na naši Sloveniji ali oziroma družbi. Dejansko ga ni, ne več. In to so neumnosti, veste. Ne vem, kaj še. Ampak ljudi poganja tudi v Sloveniji nevoščljivost. Nevoščljivost, to pa je značilno slovensko. Če nekdo se spomnite tega Arharja, ki je kandidiral za predsednika, ki ima plačo visoko in so ga diskvalificirali popolnoma na temo. Bi se moral odreči plače, kaj se ne vemo, kaj bi moral narediti Arhar, tako plačo. Tako da človek se ta sentiment, da je všljivosti, pa lahko zaigra to. Speljali pa tega ne bodo, ker so oni tisti kapitalisti, narekovajo, ki imajo največ premoženja, največ denarja in tako naprej. Pa mislite, da bo sami sebe? Ali bodo zopet dvojni vatli? Da si bodo ocenili svoje nepremičnine za takšno, kot se že... Če nekdo biva v večmilijonskem gradu, ne plača nič. Če pa ima nekdo zidanico, poleg stanovanja, zidanico je pa podedal, bo pa plačal. Seveda pa celo življenje je garal, in se odpovedoval za to, da je kupil še en stanovanje, da bo morda, ali pa vikend, ali karkoli taza. Ali pa podedval. Ali pa podedval, ali pa bo dal nekim svojim otrokom naprej, No, načela sva že tole temo žensk, zdaj spet novo vprašanje, v kolikšni meri je ta moment feminizma prisoten tudi v predvolilni kampanji, lahko. Namreč Tanja Fajon, naša zunanja ministrica, ki vodi feministično zunanjo politiko, je v Münchnu na varnostni konferenci
kjer so seveda svetovni politiki razpravljali o vojnah in iskali zavezništvo. Zdaj Tanja Fajon pa je opredelila kot ključna dejavnika stabilnosti v svetu enakost spolov in dostop do vode. Zdaj, pa kdo jemlje resno? Zakaj je to storila? To sploh ne razumem. Nobenih idej več imajo. Vse, kar počnejo, pravzaprav skušajo nekaj šokirati, ali ne vem, šok ti bo rekel. Imponirati bivšim neuvrščenim. Se tega sploh ni več. Zdaj dostop do vode, plačali smo v Bosni nek vodovod, v redu, to razumem. Ampak dobro. Ne vem, kaj to je. Kaj je ta feministična politika, jaz ne razumem tega. Pa sploh v predvolilnih, niso. Kaj to je pomen pravzaprav? Ne vem, mogoče da imamo žensko zunanjo ministrico. Ne razumem, kaj to bilo. Pa kakšno vezo ima na tem konferenci, da o varnosti govorijo, o vodi in pa enakosti spolov. Vse to je edina legenda, ki jo še furajo. Ki jo še so sposobni pravzaprav prezentirati na tem, se pravi, prebojenski ideologiji v nekem smislu, ki pa gre svojo pot, ki je katastrofa za cel zahodni svet. Nekatere dežele, kot so Finska, naprimer, pa tudi Anglija, neke stvari že zapirajo te klinike, naprimer za spremembo spola in tako naprej. In so velike tožbe tudi in tako, hvala Bogu. Za nekateri narodi oziroma države so se zavedle pravzaprav uničujočega vpliva pravzaprav te politike in takšnega razmišljanja za substanco naroda kot takšno. Kdaj bo to, se pravi, to je ta dekadenca zahodnega sveta in dejansko to, kar nam vlada, je globoko dekadentno. Ampak gledajte, tudi Evropski parlament, smo ta teden izvedeli, ne priznava več biološkega spola. Za 70. zasedanje United Nations Commissions, to se pravi Komisije Združenih narodov, o položaju žensk, so sprejeli resolucijo, ki postavlja v ospredje prioritete Evropske unije v pogajanjih z drugimi državami, kar se tiče pravice žensk, in oni so v resolucijo urinili del, ki govori o trans ženskah. Kar pomeni, recimo, da bo moški, ki bo boksal, lahko sebe prijavil na olimpijadi, ki zdaj prihaja. To se je že zgodilo. Recimo, ta pravica je. Trans ženske so tudi, moški imajo vložke na WC-jih, kako damske vložke. Pa skupne stranišča, se pravi, ne filozofske. In tako, torej, kam gremo? Vendar je to, vendar je Tanja Fajon sledila Evropski uniji, na nek način. Nekaj smisla. Zato, ker je bilo to v tem tednu. Kam nas to vodi? To je, se pravi, kultura smrti, kot sem prej rekel. To propada, to ni življenje. To ni tisto, kar pravzaprav daje upanje pravzaprav tudi nam, vsem, da prevlada ta radost pravzaprav in življenje kot takšno in smiselno vsega skupaj. Ampak to v Evropi. Evropa je logično, pa tudi vzhod, ni govora, muslimanstvo in tako naprej, ni govora, da bi tega prišlo. Tukaj je Evropa pa same sebi pluva v skledo, tudi Amerika je s Trumpom, kakorkoli že je Trump, kakršenkoli že je, naprej, ampak tukaj se je odvrnila od te prebojenske ideologije, ideologije spolov in tako naprej. To je prvi stavek Trumpa, spola sta dva. Vedno bolj smo v temu, in pravzaprav Evropa posiljuje tudi države, ki, naprimer Madžarska, Poljska in tako naprej, ki se nekako še upira še malo te zdrave substance, jih pravzaprav prisiljuje v to agendo njihovo. Ampak to je proti življenju. In to se slabo konča, vedno se tako slabo konča. Te stvari se sesujejo samo v sebe, kot se komunizem sesu samo v sebe, pa zopet oživlja v nekem smislu, sicer kot socializem, kot druge ideologije, ki prihajajo. Prijaznega obraza. Tako naprej, se bo tudi to sesulo. Ker je nemogoče, ker to nima perspektive, nima bodočnosti, ker ni pravzaprav tistega, kar je osnova življenja, o katerem govorim. Usmerjenost, se je že Fromm govoril, na knjigi Človekovo srce, takšna mehna knjigica je. Silno zanimiva, pred 70 leti, da je napisal, usmerjenost v smrt in usmerjenost v življenje. Biofilija in nekrofilija. In o tem je takrat govoril. In o tem, kar prihaja v tej narcistični družbi zahodni, naslednje je pač
pravzaprav ta dekadenca, kot človek, veste, kot človek ne prizna več nobene avtoritete, ne prizna več nekaj, kar je nad njim. Kot človek sam sebi Bog. Potem je vse to možno in to se dogaja. No in to priča tudi vsi ti dosjeji. Zdaj 3 milijone menda so jih objavili ameriško ministrstvo za pravosodje, 3 milijone jih pa še čaka v zvezi z Jeffreyjem Epsteinom. Tole je gospod Epstein, niti matematike ni končal, pa je poučeval matematiko, pa je bil finančni svetovalec, ampak to, kar prihaja ven iz teh dosjejev, je pa res grozljivo, ne? Torej, na seznamu, zdaj so to skozi dokumente se prečesali, fotografije kažejo, so se praktično znašli vsi pomembnejši politiki. Pravijo, da če te ni na seznamu, te sploh ni, si nepomemben. Ne? Ampak ja, to pač to malce v satiri in malce cinično je rečeno, ampak zdaj to, kar izhaja iz teh dosjejev, je vprašanje, v kakšni družbi živimo. Namreč, govori se o skupinah, ki so jedli otroke, dojenčke. Izraz obstaja, ne. Zato o skupini, ki je v bistvu trgovala z ljudmi, z otroki, z človeškimi organi, celo delali so menda eugenetiko, to se pravi, celo ženske so morale rojevati na eni od lokacij in seveda o tej prostituciji oziroma o spolnih zlorabah mladoletnikov, ne, in vsej tej trgovini. Povejte mi, v kakšni družbi zdaj živimo? Kako je to možno? To človek tudi slišati ne more. Ja, človek se težko predstavlja. Ne? Ja. Ampak očitno smo ta dekadentna družba, zahodna, ki je polna vsega, ne, dejansko, kako pravzaprav, ki je takšna bivanska, to bi Frankl rekel, takšna praznina bivanska, ne, tako nesmiselno, da potem do takšnih ekscesov lahko sploh pride, ker ni nobene vesti več, nobenega čuta, veste, kaj je prav, kaj ni prav. In tukaj seveda je posledica celotne zahodne mentalitete, ne, postmoderne, ko je človek sebi postavil na pedestal in zanika vso antropologijo, če hočete. Ne. Človek ni več to, kar je bil in tako naprej. In seveda je to potem takšna dekadentnost, se dogodi taka patologija, pravzaprav ima odprta vrata. In seveda se to je grozno, ko to slišiš, ampak očitno je ta smetana ljudi, ki živijo v tem, veste, polni vsega in tako naprej, ko zgubijo pravzaprav to svojo človečnost, v nekem smislu to, ja, smiselnost pravzaprav bivanja in tako naprej. Potem se to, in če je človek Bog, potem tudi to lahko pripada. Ampak recimo člani kraljevih družin, Bill Gates, tudi Donald Trump se je družil, ne, Bog ve, kaj bo še ven prišlo. Elon Musk, vsi so se znašli, ampak človek se vpraša, kako so bili tako v bistvu nespametni, ne, ko gledamo te fotografije, da so se pustili fotografirati, ker oni so se nespametni mogoče znašli v tem. Ja, gospod Epstein je bil pa zelo pameten, on jih je pa več čas fotografiral. On je pa imel načrt napada na to kraljevo družino, na to državo, na tega predsednika. Povejte mi, kdo nam vlada v bistvu? A so to politiki, ki so bili sicer izvoljeni, vendar jih držijo kot marionete? Očitno nekaj v zadju. Kako je pa pri nas, če prenesemo na slovenski prostor? Ne? Vse nekaj podobnega. Ne? Kdo nam vlada? Kdo je v zadju? Kdo je tisto? Ali to so samo figure? Ne? In potem te takole zmanipulirajo in te imajo v pesti. Kot zdaj imajo naprimer, na posnetkih in tako naprej. In te potem lahko izsiljujejo in tako naprej. Ne? Kdo je res v zadju? Ne? Ta strici, kot tlemo rečemo, ali še kaj drugega. Nisem dovolj pameten, da bi vedel. Seveda ne, samo je pa res ta primerjava, recimo, če vzamemo Veliko Britanijo, kjer je bil princu Andrewu odvzet naziv, je zdaj samo še Mountbatten Windsor, ki je bil celo areteran. Zato, ker je, ja, ampak areterani imajo obtožnico ne za spolne, še ne vemo, kaj je v obtožnici, ampak domnevno, da je pač državne skrivnosti razkrival Epsteinu. Ampak glejte, razlika je v tem, Velika Britanija, ki je nekaj ukrenila v zvezi s tem, in Amerika, ki ni naredila nič. Nihče ni areteran. Ja, očitno. Še bo verjetno, kaj je bilo. Ampak zdaj, če je Trump tudi mal prislonjen zraven, lete, sej pri nas je nekaj podobnega se dogaja. Ne? Sej imamo fotopop, afero, ki se nič ne zgodi z nje. Ne? Ja. Že 3 leta pa vemo, kje je ta smodiš, kako se imenuje ta
vodja, Smodiš, ali kaj? Smolej. Ne Smodiš. Se sprehaja mirno po Benetkah mandat, ko sem bral nekje v Berlinu in tako naprej, in ga ne aretirajo. Ni mednarodne obtožnice. Ni interesa, ker Bog je kaj v zadju. Bog je, kdo je vse upleten v to, in če to pride na dan, lahko katastrofa. In tukaj seveda dvomim, da ga bodo prijeli. Dokler bo ta oblast tukaj na površju. Ker ni interesa, ker Bog je, kdo je vse zapleten. Vse tudi so bile fotografije, Aste Vrečko, pa Meseca in tako naprej, v tem fotopubu, da so se dogajale hude stvari, očitno, ampak so ponikljno, potihnilo, to ni pomembno. In dejansko je to v manjši obliki afera Epstein, ki je pač v Ameriki. Popolnoma enaki vatli, samo da pač mi smo mehni in je to v mehnem, tam je pa celoten svet pravzaprav. No pa vprašanje je, koliko je te trgovine z otroki, z organi, ker vendarle pa so upletena imena Albanija, Kosovo, Beograd, ta mafija, Tajska tudi, ne? Tudi. Koliko je po vašem mnenju tega kriminala? Ne vem, ne poznam toliko, nisem posvečen v te stvari, ampak očitno ta kriminal je že obstaja in je verjetno zdaj v tem svetu, o katerem smo govorila, še toliko več možnosti in pa tudi veliko bolj razširjen glede na celotno pravzaprav miselnost zahodnega sveta. To božje, ki smo ljudje postali, Epstein in tako naprej. Vse to. Tega je verjetno veliko, ampak še več, kot si mislimo. Ja, očitno. To je zdaj postalo. To je zdaj to. To je samo verjetno, Bog je kaj še vse v zadju. Epstein je pač izbruhnil zdaj ven. Velika afera. Kaj pa res vse v zadju še, to pa niti ne vemo. Res na Tajskem, vseh teh deželah in tako naprej. Ja. No in seveda tudi s podporo, da to rečem, lahko novih tehnologij, recimo umetne inteligence, ker zdaj vidimo ta teden, smo tudi spet lahko brali, da umetna inteligenca ustvarja globoke ponaredke z golimi slikami otrok in žensk. To se pravi, nekdo objavi tudi v Sloveniji, samega sebe, kako pač hodi, gre na izlet in tako naprej. In te ponaredki golih učenk se širijo tudi po šolah. In žrtve zanje niti ne vedo. Tudi v slovenskih šolah. Zdaj, kako vi gledate na to? Ali bi morali, tako kot nekatere države, mladoletnim, recimo do 15. do 16. leta, sploh prepovedati vstop na ta družbena omrežja? Ja, mislim, da ne bi bilo neumno, da temu tako vse tudi so raziskave, kako to pravzaprav vpliva, ne samo zloraba kot takšna, ampak kako na človeka vpliva, na mladostnika uporaba vseh teh novih tehnologij. Haidt je napisal, se je prevedena knjiga Tesnobna generacija, in se je ta tesnoba, depresija, anksioznost, samomorilnost povečala, za 1/3 pri generaciji, ki je rojena leta 2005-2009, pa do zdaj. In je to katastrofa, ker se te možgani se šele razvijajo in zdaj je to huda zasvojenost. In pa poleg tega pa se vidite, kam to pripelje. Zlorabe ogromne in tam naša mladina, ki je samo še na telefonih, če pogledate malo okrog sebe, da je del tega. Pade noter, ne da bi se hotla. In je ta virtualni svet jih prevlada in tudi možgani funkcionirajo potem na poseben način, kot možgani zasvojenca, za hudo drogo. In dejansko niso sposobni več racionalno presojati, kaj je tisto, kar je še smiselno in dobro in vredno, in kaj je pa pač neke novice, ki prihajajo in ki zapolnjujejo človeka in ga dejansko napravijo za svojega. In seveda do 16. leta bi bilo, najmanj do 16. leta, prepoved, sicer zopet smo pri družini. Če starši bodo zlorabljali, to tudi otroci imajo zgled. Vzgoja pa je avtoritativna preko zgleda. In če starši nimajo razčiščenih pojmov, potem tudi otroci ne morejo imeti. In dostikrat starši, ko pripeljejo kakšnega zasvojenega mladostnika ravno s temi vsebinami, zapravi za pametni telefoni in ostalimi zadevami, ki jih vprašaš, kaj to dovoljujejo, pravi, ja,
moramo mu kupiti stvar, ker drugače bo izločen iz družbe, v kateri je. In naslovistka se spomnim enkrat rekla, otroci imajo ali pametne telefone ali pametne starše. Obojih ne morejo imeti. Pa še res je na temo. Ker tukaj, vzgoja se začne prej, ne pri 16 letih. S tem namo veliko rešili. Bomo, seveda, nekaj, saj ne bo, v šolah ne bo tega dovoljeno. Saj to upam, zdaj je prišlo do tega, da telefoni niso več dovoljeni tam. Tudi v družinah bi morali biti ozavestiti starše pravzaprav in jih vzgojiti, da bodo lahko s svojim zgledom otroke peljali v ta svet. Jih držali čim dlje od teh stvari, ki so silno zasoljive. Ko pa pogledate, že dojenčki pravzaprav so pred ekrani. Se tem Kramlji, ki je terapevt za te zadevšne, v Novi Gorici veliko govori. Pa tudi sami imate verjetno izkušnje v kakšni restavraciji, da imajo mir starši otroka priklopijo v stajci na telefon pameten in gleda tiste risanke, sploh jene. Starši imajo pa mir. Ja, ampak tudi ne objavljati otroških slik. Ne? Ja, seveda, logično. Tudi svojih, ne nazadnje, konec koncev. Zloraba, velika. To je to je kriminalno dejanje v nekem smislu, koliko so zdaj uspešni pri tem pregonu, nekaj so, nekaj ne. Vprašanje. Ampak to je naša realnost. V tem svetu živimo. Zdaj, veste, jaz pravim tako vedno, to sem večkrat tudi rečem, v mikrokozmosu lastne družine lahko marsikaj napravimo. Širše družbeno je veliko težje. Da bomo družbo kot takšno zdaj pa kar spremenila, nekaj moramo narediti. Če ne bomo začeli pri osnovi, in to je družina in zrelo staršev, ki potem svoje otroke peljejo v ta svet, ne moramo čisto nič napraviti. Tukaj je jedro in današnji čas, postmoderni, je pravzaprav res borba proti družini. Družina ni več pomembna. Vse te novi pogledi, nove teorije in tako naprej, da so vse, ali so dva očeta, dve mami, ali je transspolna, ali ne vem kaj. In ti otroci odraščajo v takšni družini. In to, kar je včasih še veljalo in bilo logično tudi razvojno, psihološko dokazano, kar naenkrat ne velja več nič. Ja, nova realnost. Nova realnost je tudi to, kar smo videli ta teden. Zdaj nismo mogli verjeti, ali vidimo prav. Namreč gospa Simona Drenik-Bavdek je postala varuhinja človekovih pravic, čeprav je ona osrednja figura te afere z našo arbitražo, ker tudi ljudje ob meji imajo neke človekovih pravice, pa jih zdaj nimajo zaradi šlamastike te gospe, lahko rečem. Druga gospa je pa Katarina Bervar Sternat, ta pa je postala vodja KPK-ja, to pa velika prijateljica naše predsednice Nataše Pirc-Musar, ki je s tem pokazala, da pravzaprav je postavila na funkcijo svojo prijateljico, ki se je izkazala kot levičarka, tudi v teh napadih nekogaršnjih Lapcev na ustavno sodišče. Tu je aktivno sodelovala. Kaj si zdaj lahko mislimo o tej realnosti v Sloveniji, teh ženskah, prijateljicah? To se mi zdi malo nezrelo od predsednice, da je tazga si sploh dovoli, da zadnji mesec pred volitvami. Prvič zadnji mesec pred volitvami tudi svoje prijatelje, da delegira na ta mesta. To marsikaj bojo sami predsednici. Da svojim prijateljem omogočaš neke takšne funkcije, ki dejansko v nekem smislu niso usodne za Slovenijo in za naš narod, ampak kljub temu to se ne dela. Neka osnova, mislim, mora pa človek imeti neka meje. No, to je prva nagrajenka od predsednice, to je slika, ko je dobila nagrado predsednice. In vse čas je na nek način želela postaviti na neko funkcijo, pa ni šlo. Zdaj pa zadnji mesec je pa KPK, vprašanje res, prav Komisija za preprečevanje korupcije. Pravzaprav je to korupcija v nekem smislu. Skleda na nek način, ne. Lejte, zakaj? Lahko, ker lahko se to počnejo. V neki normalni demokraciji bi se narod dvignil, to ne bi uspelo. Oziroma si neki predstavniki oblasti tega ne bi niti dovolili. Kljub temu so še neke norme. Tukaj pa očitno nobenih norm ni več, kaj se še spodobi in kaj se ne spodobi. In to je ta tragika pravzaprav nas. In Slovenci, ko smo tako pravzaprav v nekem smislu anestezirani za to, da bi odreagirali, nam je sej nič ne moramo, sej kaj pačmo. To je ta miselnost, da večine ljudi in gre to svojo pot. In potem seveda lahko počnejo takšne stvari. Če bi bil odziv
pa takšen, kot bi moral biti, potem tega ne bi počeli. Ne? No, in za konec tudi predsednik vlade še en mesec, dr. Robert Golob, je pa tudi zdaj, potem, ko je na veliko propagiral asistirani samomor, to se pravi nek način evtanazijo, je zdaj pa odkril, da imamo hospic, ne? Odšel je v hospic z županom Jankovićem in zdaj obljubil, da bodo pa zgradili več teh hospicov. Ne, seveda, če bo on še naprej predsednik vlade, on rabi še en mandat za vse to, kar zdaj obljublja. No, to je približno tako kot stanovanja in hiše po poplavah, naprimer. Ne? Ja. Velike besede in nič ne. Se pravi, veste, našega premijera človek, če malo zdrave pameti, ne more resno imeti. To so pa predvolilne, veste. Čeprav hospice potrebujemo. Še res potrebujemo. Se tudi potrebujemo tudi nek sistem oskrbe teh starih ljudi, ne? Ker kot Avstrija ali kot drugih sicer res ne poznam dobro, to bolj dr. Ramovš to se s tem angažira, da stari skrbijo za stare. Tisti, ki so sposobni, obiskujejo, negujejo, dokler lahko in tako naprej, da ni potrebno hospic in pa da te ljudje živijo v domačem okolju. Ne? Če iztrgati, veste, da do hospice pač grejo res dejansko ljudje gredo umreti tja v nekem smislu, in je treba neka oskrba. Ampak gre tudi za te starostnike, ki živijo, in jih odtrgamo v dome za ostarele. Ja. To je neka paralela lahko. Ker ta dolgotrajna oskrba naj bi imela namen, da ljudje ostanejo doma. Tako, zdaj pa samo 20% teh, ki so v domovih, ima drugačne položnice, niti te, ki vstopajo v dom, še nimajo odločb, ne morajo biti po novem zakonu. In ne gre tudi tam, gre bolj za prostovoljstvo tudi, veste, v teh deželah, da prostovoljno, ali pa če je kakšno minimalno nagrade za to, da ljudje, te stare ljudi držijo doma, da umrejo v domačem okolju. Veste, ko ljudje smo tako, gremo na takšen lok, od dojenčka, plenic, gremo do zrelosti, viška moči, potem se zopet vračamo v plenice v nekem smislu, in nemoč. In dojenčka odtrgajte od primarnega okolja. Ga lahko ubijete. Starega človeka odtrgati, z tega, ker celo življenje živi v okolju, v družini, če hočete ali kjerkoli, je zopet en tak hud šok, da je to nekaj neverjetnega. So tudi seveda primeri, ko so veseli, da sploh lahko imajo neko normalno oskrbo in tako naprej, pa jim je kar v redu v teh domovih, vendar pa. Kljub temu je človek tudi v starosti navezan, da je globoko čustveno navezan na dom. In ta dom zdaj izgubi. In ga odtrgamo in ga damo pravzaprav v hiralnico. V nekem smislu. To je tragedija in narediti nek sistem, da kljub temu ostanejo nekje doma pri tej oskrbi. Hospic je pač druga zadevšna, tukaj ljudje pač so na smrt bolni in dejansko, če nimajo nikogar, da bi za njih skrbil, ker danes to ni več razširjenih velikih družin, ker včasih se je rojelo in umiralo doma, ampak je širša družina poskrbela za to, da se ta proces zgodil, danes tega ni več možno. To je logično, ker je družba drugačna. Atomske družine so pač takšne kot vse in dejansko ne moremo skrbeti za ostarele, bolne, ki so nepokretni in tako naprej, ker je pač treba preživeti. Včasih je bilo to kmečko področje, ruralno, ki so družine razširjene, živeli skupaj, je bilo to popolnoma normalno, da se je to dogajalo. In tukaj zdaj je drug svet in je treba iščeti drugačne rešitve. Vendar te rešitve morajo biti čim bolj blizu tem človeku, tudi staremu človeku, da mu omogočimo, da umre v miru v domačem okolju, doma. Torej, namesto, da Golob hodi delati predvolilno kampanjo v hospic, bi moral realizirati ta del svojega zakona. To je perverzno, kar je napravil. Na eni strani se gre za asistirano, se pravi, eutanazijo, lepše so povedala, po drugi strani pa potem tole. Zdaj, zadnji mesec pred volitvami. To je res malo perverzno vse skupaj. Ampak, gledajte, za oblast in za moč napravimo vse. To ste pa lepo povedali. S tem bova končala. Dr. Andrej Perko, najlepša hvala za vaše komentarje. Hvala tudi vam za povabilo. In hvala za pozornost. Nasvidenje.